Teče. Mislim, da ja. Ja. Torej, dober večer, dobrodošli na našem prvem decembrskem srečanju pod Lipami. Nocoj imamo v naši sredi Goričana, goriškega pesnika, glasbenika in profesorja Davida Bandlja, ki nam predstavlja tri ustvarjalne produkte, njegove, tri knjižne izvedbe, in sicer v iskanju jaza, dnevnik v svetovni in slovenski literaturi, ter obrazi slovenske literature, ki so vam tudi na razpolago zunaj, jih boste lahko kupili ob koncu srečanja. Plus je še tukaj svoja pesniška razglednica Gorica Goricija, ki jo je prevedla v italijanščino Jolka Milič, fotografije pa je poskrbel fotografinja Valentina Brunello. Z njim se bo pogovarjala Jadranka Crgol, klasična filologinja, ki poučuje na Univerzu v Kopru. Sem povedal prav? Hvala lepa. Torej, jaz vam voščim v imenu organizatorjev Kulturnega centra Lojze Bratuš in Krožka Anton Gregorčič prijetno poslušanje in vas vabim, da potem tudi kaj vprašate. Ob koncu pa kot vedno ste vabljeni, da se še malo ustavite v naši sredi ob kozarcu vina in verjetno še kakšnem takem bolj osebnem pogovoru z nocojšnjim gostom. Hvala lepa in prijetno poslušanje, besedo predajam obema. Lepo pozdravljeni. Sicer je Julči že lepo povedal in uvedel to današnji večer, v katerem pogovor predvsem o literaturi, torej osrednja tematika literatura, ki jo bova skupaj malo obdelala, predelala z različnih zornih kotov. In sicer o literaturi kot stroki, kar namreč prvi dve knjigi, ki jo bova predstavila, sta dve znanstveni monografiji, in sicer v iskanju jaza, dnevnik o svetovni in slovenski literaturi. To je znanstvena monografija, torej o dnevniku kot takem, kot literarni zvrsti, in pa obrazi slovenske literature. To pa je zbirka raznih člankov o literaturi. Potem pa v živo pa preidemo v literaturo kot ustvarjalno, recimo subjektivno, bolj osebno človeško dejanje, dejavnost, pač s zbirnico Gorica Goricija. V prevodu Jolke Milič in s fotografijami Valentina Brunello. Sedaj, tako, z Davidom smo že imela podoben pogovor. Tudi moj namen ni, da bi jaz vam sedaj prebrala neko znanstveno analizo obeh monografij. Današnji večer sta si ga bolj zamislila tako, da se bova mi dva o literaturi pogovarjala, tako kot se dva prijatelja pogovarjata o kavi ali o vodi, kot imamo vodo pred sabo. Bova pa tudi povabila kogarkoli iz publike, da lahko kadarkoli naj jo tudi prekine, lahko tudi skočiva do vas, vam dava mikrofon, lahko tudi vi posežete v najn pogovor, poveste svoje mnenje, vprašate ali pa pač, kar se vam zdi o tem, kar se mi dva pogovarjava. Tako, David, lepo pozdravljen danes zvečer, ker gre torej za nek bolj sproščeno srečanje. Upam, da bo tudi najn pogovor malo bolj sproščen. In kot se za vsak sproščen pogovor spodobi, te bom kar takoj na začetku vprašala. David, kako si? Hvala, v redu. Čeprav pa malce trezne, ne bi se rekel, ampak lep pozdrav tudi od moje strani. Hvala, da ste prišli. Temu vprašanju klasičnemu sledi seveda drugo klasično vprašanje, in sicer kako je žena? Jaz upam dobro, glede na to, da v Lavije nismo še spravili spat, ko sem odhajal, tako da upam, da ji bo uspelo, ampak ne dvomim, da ji bo.
upamo, da ni. Sicer pa vidim, da imaš odprt telefonček, jaz sem ga zaprla. Ne, mislim, ker pričakujemo dete v roku 3 tednov, moram biti dosegljiv v vsak slučaj. Tako da vedete, če slučajno skoči ven in pač tehta ravno. Da se ne bo zgodilo. Tako, David je namreč zelo zanimiv raziskovalec, ker na svojih zavihkih teh znanstvenih monografij vedno dodaja nekaj, kar ni sicer običajno za znanstvene monografije. Ponavadi se napiše, da pač avtor, raziskovalec je sodeloval na teh in onih simpozih, je napisal ta in drugi znanstveni članek ali monografijo, je poučeval tu in tam pač. Vemo tudi, da si zelo uspešen zborovodja, kar naši prijatelji Goričani zelo dobro vedo. Dodaja pa tudi na primer, in to med narekovajih tako piše, kar je najpomembnejše, sem tudi oče 3 otrok na eni knjigi, drugi pa tudi z družino živim v Gorici. Tako da bi te ob tem vprašala, kdaj se pravzaprav ti posvečaš vsemu temu in skoraj retorično vprašanje, kaj je vsega tega, kdaj je največ zadoščenja. Ja, mislim, kdaj se sprašujem včasih tudi jaz. Vidi na Facebooku danes. Ja, tako, po noči v glavnem. Mislim, ko imaš pač družino, je čas za to vrstna dela zelo majhen. Sicer je treba povedati, da 2 monografiji sta nastali v bistvu že precej časa nazaj. Prva v iskanju jaza je predelava doktorske disertacije, ki sem jo zagovarjal že davno leta 2008. Medtem ko je druga knjiga, zbirka različnih člankov, ki so se mi zapisali v letih od 2004 do 2010 nekako. In sem jih želel zbrati pač pod enim naslovom, ker so tudi tako raznoliki. Se mi zelo primerno, da jim dam naslov kot različni obrazi slovenske literature. V bistvu, odkar potem se je družina povečala, se temu delu in odkar tudi profesionalno se z raziskovanjem ne ukvarjam več, tudi to je v bistvu odpadlo iz mojega obzorja. Ja, niti ne. Ampak kar bo prišlo še, če bo kaj prišlo, bo le, mislim, tiste tekste, ki jih že imam napisane, bi rad enkrat pač objavil in to bo potem zaključeno poglavje mojega življenja, ker kot si sama rekla, je časa vedno manj za tako delo in se raje posvečamo pač v službi in ustvarjanju, ki ga tudi malo pogrešam. Tako da ja, noči so še vedno dovolj dolge, da se da vsekakor kaj narediti. Razen če te ne pride potem, kot se je zgodilo včeraj, moj 7-letnik zbuditi ob 2 po noči in se spraševati, kaj delaš še po konci. Pišem članek, jutri žarišče izide, ne. Potem ga vprašam, pa jaz, kaj pa ti? Mislim, se počutil celo malo krivega, ne. Kot da bi te mama vprašala, da si prišel preveč pozno domov, ne, mislim. In sem ga vprašal, kaj pa ti? Ja, nič, sem samo vstal, da grem gulat. Okay. Mislim, tako. Nisi pa odgovoril na vprašanje, kaj ti od vsega tega daje največ zadoščenja? Ja, vsaka stvar na svoj način, ne, seveda. Osebnega videti otroke, ki rasejo, je verjetno ena največjih investicij, ki jih lahko človek naredi v svojem življenju. Istočasno pa kot človek, ki imam rad umetnost in imam rad literaturo, je tudi vsaka stvar, ki izide iz mene, mislim, ne samo, ki izide potem v javnost, ampak ki sploh se zapiše nekam, nekako je lep občutek, ko vidiš, da ti je nekaj ratalo približno tako, kot si si zamislil. Po drugi strani, vsak izid knjige je tudi zanimiv občutek, ko pač imaš občutek, da si zasadil eno majhno, neznatno seme v veliko polje slovenske kulture, ki je tudi mislim, ki ga rad obdelujem v svoji majhnosti. No. Bomo poskusili sedaj začeti z eno teh 3 knjig, to je ta prva knjiga. Vseeno nekaj se mi zdi prav, da povemo o tej knjigi, tako da vemo, zakaj pravzaprav gre. V iskanju jaza, teorija in praksa v iskanju dnevniške književnosti.
Monografija obravnava literarno zvrst dnevnika iz različnih zornih kotov. Potem, ko v uvodnem delu avtor predstavi dnevnik kot literarno-teoretski problem, se poglobi tudi v različne oblike dnevnika. Predvsem pa vnaša v slovenski mednarodni prostor analizo dnevnika kot literarne terapije. Na podlagi številnih primerov, tako iz slovenske kot iz svetovne literature, avtor pride tudi do potrditve začetne teze, in sicer, da je dnevnik kot literarna zvrst neke vrste povezovalni prostor med realnim in fiktivnim. Kar pa se mi zdi še bolj pomembno je to, da predstavi literarno zvrst dnevnika kot tisto obliko, ki povezuje literaturo tudi številnimi drugimi znanstvenimi področji, od zgodovine in sociologije pa vse do tudi psihologije in medicine. Tako, zdaj, David, bolj osebno vprašanje, recimo, pravzaprav ti pišeš sploh dnevnik, si ga kdaj pisal in kaj si pravzaprav zabeležiš? Trenutno ne. Noči so prekratke, da bi se dnevnik pisalo, ampak pisal sem ga pred kakšnimi 15 leti, tako poskusno, ni šlo več kot toliko v določenem obdobju. Mi je pa bilo zanimivo, ko sem prebiral dnevnike drugih avtorjev, predvsem se mi zdi, da sem prvo močno srečne je bilo z dnevniki Alojza Regule, ker so se mi zdeli čist primer literarnega dnevnika, ki iz življenja črpa pomembne prvine za to, da ustvarja tudi svojo literaturo. Nešteto mnogo tematik, ki se jih je potem Regula dotaknil v dnevnikih, sem potem prebral v njegovih romanih, kar je bilo na nek način tudi zanimivo raziskovanje. In pač ob študiju književnosti, potem ko se je porodila ideja, da bi pač podiplomski študij pisal, je profesor ponudil in sem se tudi sam strinjal, da bi obravnaval dnevnike. In tako sem začel s tem neverjetno velikim delom, tako da v bistvu mi niti uspelo obravnavati vsega, kar sem si želel, ker je dnevnikov v svetovni in slovenski literaturi toliko, da se jih ne da zaobjeti v eni sami publikaciji, tako da sem se mogel potem odločati v teku študija, katere bi obravnaval podrobne, katere bi le bežno omenil, katere bi predstavil kot tiste tipološke, recimo, kot tipološka primarna sredstva, ki so bila zgled za pisanje drugih dnevnikov. Če se osredotočimo samo na slovensko literaturo, je tu mirodajen recimo seveda Edvard Kocbek in njegovi politični dnevniki, ki so bili ne samo osebna izpoved, temveč tudi pretresljiv pregled v takojšnje slovensko povojno, jugoslovansko slovensko povojno dogajanje. Pravzaprav tudi zelo zanimivi in pretresljivi so pa dnevniki slovenskih vojakov v prvi svetovni vojni, ki so me tudi nekaj časa zaposlovali in so po mojem mnenju ena izmed tistih še neodkritih biserov slovenske književnosti, ko je jasno razvidno, kako so vojaki hodili v vojno iz nekega entuzijazma, ki se potem v času vojne spremenil v grozno deziluzijo in nam ti dnevniki dajo eno zelo zanimivo sliko o tem, kako so doživljali vojaki prvo svetovno vojno direktno na frontnih tleh. Od fascinacij bombardiranja so bile popolnoma nekaj novega do groze ob dejansko občutenju, da vsi tisti, ki so v vojni, so v bistvu le meso za topove. No, o tem bi se še lahko pogovarjali, ampak ne bom vam kvaril uživka pri vprašanju. Mene je zanimala predvsem ravno ta meja, o kateri pišeš, ki je zelo labilna meja med realnim in fiktivnim. Kaj je pravzaprav realno, koliko je realnega v dnevnikih, koliko je fiktivnega, koliko si lahko pravzaprav sploh predstavljamo, oziroma raziskovalec, koliko lahko dojame, koliko je fikcija v dnevnikih. Recimo, da predpostavljamo vedno to, da literatura ni nikoli samo fikcija, ni nikoli pa niti samo resničnost. Pravzaprav Igor Grdina, ki mi je tudi bil
zelo dragocen sogovornik v tem delu, je tudi povedal, da vsaka literatura je v bistvu autobiografija, ali je to realna, ali je to fiktivna. Pri Dnevniku je še to toliko bolj jasno, ampak istočasno je zamegljeno. V bistvu noben pisatelj ni popolnoma imun pred fikcionaliziranjem dejstev, ki jih navaja, tudi če piše Dnevnik. In imamo tako določene dnevnike, ki so čisto realni, recimo kot štartni primer sem vzel Dnevnik cesarja Marka Aurelija, ali pa Dnevnik Vladimira Bartola, ki je tudi štartal kot realen, v bistvu pa, ker je bil Bartol velik entuzijast psihanalize, je v svojih dnevnikih tudi zadeve obravnaval čisto z tega vidika, tako da tukaj se bližamo medicini. Medtem ko je recimo August Strindberg v svojem delu Inferno, ki je tudi napisano kot dnevnik, opisoval v prvi osebi določene stvari, ki so popolnoma fiktivne, oziroma poleg preganjavice, ki opisuje in ki jo lahko tudi imamo za izpoved blazneža, je jasno, da so te temačne sile, ki jih obravnava v svojih dnevnikih, čisto neka izmišljotina. Vendar delujejo pa čisto realno, tako da tisti, ki berete dnevnike, ni čisto prepričan, ali gre za realna dejstva, ali gre za pisateljeve fantazijske polete nekako. Tako, in ko sem recimo razmišljala ravno o teh fiktivnih osebnostih, ki se pojavljajo v dnevnikih, mi je prišel na misel tudi problem, ki ga doživljamo v zadnjih letih, desetletju recimo, s novim pojavom družbenih omrežij na internetu. Vemo namreč, da obstaja ta pojav, da si ljudje tudi izmišljujejo nove osebnosti, da si ustvarjajo pač različne profile, vemo, ne, tudi na Facebooku ali kjerkoli v čatih, si izmišljajo, da so pač nekdo drug, in potem je to, ne vemo koliko in s kakšnimi učinki lahko vpliva na psiho in na razvoj, predvsem mladega človeka, in to se ponavadi dogaja pri mladih ljudeh. Sedaj bi lahko morda ravno ta zadnji primer, ki si ga omenil, dnevniškega zapisa Inferno, oziroma kak drugi primer dnevnika, imenovali ravno za to, recimo Facebook anteliterum, v smislu, da v smislu prav nastanek neke nove osebnosti, oziroma da človek si izmisli neko novo osebnost v pisni obliki, v dnevniški obliki. Ja, včasih je to dejansko strah, včasih je želja po nečem novem, po novih doživetjih. Zelo zanimivo pač je primerjati prav to, kar si rekla. Si ne upam ustvariti pač trditev, da je dnevnik to, kar so danes socialna omrežja. Prav gotovo pa socialna omrežja prevzemajo določene družbene vloge, ki so jih pred leti, pred stoletji imela literarna dela nekako. Tudi pisma, ki so dnevniku v bistvu zelo podobna, ker gre za korespondenco med dvema osebama, ki včasih meji tudi na fikcijo. Recimo, v tej knjigi obravnavam tudi verjetno najznamenitejši dnevnik vseh časov, in to je dnevnik Anne Frank, ki je napisan dejansko v korespondenčni obliki. Ona si je izmislila svojega naslovnika oziroma naslovnico svojih pisem, ki jih piše v času hudega preganjanja Judov. In je to postal dejansko samo dnevnik neke najstnice, ki je sicer imela literarne ambicije in tudi dovolj močen literarni dar, ki je potem postal v bistvu tudi berilo za širšo javnost. Zdaj Anin oče Otto je bil zelo fiskalen pri retuši določenih delov tega dnevnika, tako da po njegovi smrti smo končno dobili celoto tega dnevnika in je jasno, da gre za zelo intimne zapise, ki so morda bili potrebni dekletu tistih let. Ana je bila stara približno 16 let, ko je dnevnik pisala, in so potem postali vidni recimo širšemu svetu. V teku časa, po njeni smrti, ki je bila nasilna, seveda,
Dan danes preko družabnih omrežij to poteka dejansko v trenutku. Ne? In tako da tudi to, kar se je dogajalo nekoč preko počasnega časa, preko dnevnikov, preko pisem, se danes dogaja v bistvu preko socialnih omrežij. Ne? Le da je tudi javnost širša. Niso več samo nadarjeni posamezniki in tisti, ki imajo to možnost. Vsaj tako se mi zdi. Ne bo lahko morda še kdo drug komentiral, če bo hotel. Bi pa rada prišla še na drugo monografijo, in to so sicer obrazi literature, kot je David tudi prej povedal, gre v bistvu za zbirko, to je ta knjiga, gre v bistvu za zbirko člankov, ki so nastali v različnih obdobjih in za različne priložnosti. V bistvu združuje članke in razprave, ki so bile objavljene tudi v drugih revijah, ne, si povedal, a so bili v tokratno izdaji tudi dopolnjeni, revidirani in aktualizirani. Posebej dragocen, tako jaz izmed teh seveda mi je bil najbolj pri srcu, najbližji recimo, tisti zadnji prispevek, v katerem obravnavaš koroško literaturo, oziroma se dotikaš vprašanja jezika, identitete in kulture, kjer smo dejansko priča nekim premikom, ki jih pri ostalih tako imenovanih manjšinskih literarnih sistemih ni še zaznati oziroma le delno. Mislim predvsem recimo na ta pojav, ko koroški avtori, mislim, tisti, ki jih poznate, veste, da na primer koroški avtori pišejo precej dvojezično. Nekateri so začeli v slovenščini, potem so prešli na nemščino, nekateri so ohranili oba jezika. Ta pojav recimo pri nas je že zaznaven, imamo že avtorje, predvsem mlajše generacije, ki tudi pišejo dvojezično. Recimo osebno, na primer iz raznih študij, pa sem videla, da ta pojav pa ni še prisoten, na primer v italijanski manjšini pa v Sloveniji na Hrvaškem. Oni ne poznajo tega pojava. Italijanski pisci tam pišejo samo v italijanščini in si ne bi niti upali pisati v slovenščini, tako se pravijo. Pri nas pa je recimo smo že prišli od tega premika. No. Sedaj ti se tudi v tem sprašuješ, pravzaprav, zakaj gre, ne? Ali če gre to za pojav neke asimilacije, če je neki pojav medkulturnosti, kako bi lahko si to razlagali? Ja, koroška literatura v tem smislu je pionirska. Zdaj, gledamo seveda znanstveno, gledamo od daleč, ne vrednotimo še tega. V smislu, da koroški avtori so začeli že zelo zgodaj že z dvojezičnim ustvarjanjem. Ne? Že leta 1977 je Lev Detelja opazil pač pri koroški literaturi to značilnost, da se nagiba k dvojezičnemu kodu. Ne? In to je danes zaznavno, ne? Predvsem, če gledamo tudi razvoj, ki so ga določeni avtori naredili. Recimo, če se omejimo samo recimo na Fabiana Hafnerja, ki je začel kot slovenski pesnik, piše tudi v nemščini, na Majo Haderlap, ki v zadnjem času dejansko ustvarja izključno v nemščini, tudi Angel pozabe v bistvu je prevod iz nemščine. Da ne govorimo o Janju Osvaldu, ki je celo tako napreden, da ustvarja neke vrste monolitnega jezika, ki izhaja iz slovenščine in nemščine in morda še kakšnih jezikovnih elementov iz katerega drugega jezika. In mu je ta identiteta, ta izmuzljiva identiteta v bistvu tista domača srajca, v kateri se najboljše počuti. To se je zgodilo sicer na Koroškem, pri nas, med Slovenci v Italiji je to zelo malo zaznavno še. Zakaj je tako? Po eni strani je treba tudi gledati na politično situacijo, ki je seveda na Koroškem že hujša kot pri nas, recimo kar se tiče asimilacijskega potenciala. In jaz se sprašujem v tem članku izpred dobrih 6 let, če je to gre za asimilacijo ali medkulturnost. In na koncu puščam odprto vprašanje. Vem, da ko sem o tem diskutiral z nekim nemškim profesorjem, ki se je tudi s tem ukvarjal z imemi Beži, ker je že dolgo let nazaj, me je odkrito vprašal, kaj mislite vi, kaj je to, asimilacija in multikulturnost? Sem rekel, ne vem, bojim se, da je asimilacija, rekel, mislim, da imate prav. In ne morem se otresti pač tega negativnega prizvoka, ki ga to ima, vendar po drugi strani
Vprašanje je tudi malo marketinško, ne? Slovenščina je zelo v bistvu majhen jezik in pisanje v nemščini dejansko ti omogoča večjo bralno publiko, prav tako kakor pisanje v italijanščini. Ja, čeprav vemo, da literatura naj ne bi bila marketinško, marketing naj ne bi vplival na ustvarjanje, predvsem ne na vprašanje, v katerem jeziku ustvarjaš. Naj ne. Ja, naj ne. Je res, da tudi obstajajo prevajalci, ki bi lahko prevedli seveda taka dela in ne vem, to si predstavljam, da pa je res problem osebni pri vsakem ustvarjalcu posebej, ko se odloča, v katerem jeziku bo pisal. Vse verjetno poznava oba, lahko tudi omeniva pač Igorja Pizona, mlajšega pripadnika slovenske manjšine v Italiji, on piše v obeh jezikih in če ga vprašaš, v katerem jeziku raje piše oziroma zakaj piše v enem in v drugem, pravi, da pač oba jezika sta mu blizu, pravzaprav bi lahko celo v tretjem v nemščini, kar je nekaj več študiral gor. Ne vem, se sprašujem, ali je to znak neke evropeizacije, neke pripadnosti neki širši skupnosti, evropski skupnosti, neko preseganje narodnih in jezikovnih vprašanj, ali pa je res to asimilacija, kot si sam nakazal? Ja, smo na vprašanju, ali je bilo prej jajce ali kokoš, ne? V bistvu je nekako tako, kakor isti pogled imam na slovensko šolo, recimo, ali je šola, ki mora vzgajati v narodno zavest, ali je šola, ki mora biti odprta in sprejemati recimo tudi otroke iz drugih narodnosti, ki bi se potem priučili slovenskega jezika, oziroma gre za jezikovno šolo ali narodno šolo. Odgovor ni nikoli enoznačen v tem smislu, prav tako, kako ne more biti enoznačen splošno. Verjetno vsak avtor razmišlja zase in pri vsakem avtorju je vprašanje identitete kompleksno in verjamem, da ga vsak rešuje potem na svoj način. Ena stvar je pa jasna, da vse te manjšinske literature se globoko ukvarjajo s problemom identitete, ki ga rešujejo na različne načine. Tako je, recimo med drugim sva se midva tudi pred časom pogovarjala ravno tem pojmu manjšinska literatura, ki ni v literarni stroki vsaj dobro opredeljena, oziroma tako umetno opredeljena v strani znanstvenikov in pravi literarnih teoretikov. Sva si bila recimo enotna, oziroma David je tudi napisal en drugi članek, ki sicer ni zaobjet v tej monografiji, v katerim... Bom naslednji. Aha, dobro. V katerim, na primer, on predpostavlja, da bi obstajala neka manjšinska literatura, imejmo naprej primer tržaška literatura, v kateri bi obravnavali avtorje, ki ustvarjajo v različnih jezikih, na primer Joycea celo, Zveva, Kosovela, Pahorja, Slataperja in tako naprej. Torej, in da bi torej to imeli kot nek zaokroženo celoto, literarni sistem, in ki bi ga poimenovali kot tržaška literatura in ki ne bi imel jezika kot glavnega kriterija pripadnosti. Koliko misliš, da smo mi daleč, da bi lahko nek tak literarni sistem sprejeli in ga tudi potem začeli recimo v šolah poučevati, ali pa govoriti o njem. Tako da recimo, na primer, naši otroci se ne bi učili slovenske književnosti, ampak bi se učili manjšinsko književnost, recimo tržaško književnost. In med urami literature bi obravnavali recimo Pahorja, kot sem naprej Slataperja, Zveva, Joycea in tako naprej. Ja, nedvomno, mislim, da smo še daleč od sistematizacije, jasno, in tudi verjetno ni najbolj pošteno, da bi učili najprej mikroraven in spustili makroraven. Še vedno mislim, da je prav, da slovenska literatura ostane glavna nit, recimo, če govorimo o šolskem kurikulumu. Potem je pa od različnih učiteljev odvisno, koliko bodo lahko širili obzorja teh dijakov. Tako da se mi zdi prav, da pa je možnost, da se dijaki in kasneje morda študenti srečajo z ustvarjalci mikrosistemov, kot je recimo slovenska književnost v Italiji, ali pa tržaška književnost. Upam si reči, da obstaja tudi goriška književnost, vsaj koliko se goriški ustvarjalci med sabo poznamo, kjer ni jezik bistvena kategorija, ampak je recimo geografska pripadnost. Niso najbolj znanstveno verodostojne zadeve.
Ok, zdaj, recimo, mi smo se malo bolj zaustavili pri tem članku o identiteti koroških postojalcev. Knjiga prinaša nekaj več znanstvenih razprav. Tako na primer sta tudi aktualna in povsem nova pogleda na Jenkove domoljubne poezije, ter tudi na Gregorčičevo komičnost. David se je med drugim tudi lotil vprašanja pozabe pri pisatelju Bogomirju Magajni. Predstavil pa je tudi širši javnosti verjetno premalo poznanega pesnika Valentina Polanška. Zelo aktualna je tudi obravnava stilnih rešitev pri različnih prevodih Edvarda Kocbeka v italijanščino. Tako kot vidite, namreč gre pravzaprav za zelo različne tematike in tako kot je on tudi na začetku povedal, je naslov te knjige tudi Obrazi slovenske literature, ker se pač ukvarja z različnimi vsebinami. Gre torej za neko monografijo, ki prinaša celo vrsto dognanj, ki pa bodo verjetno v bodoče sprožila še dodatno raziskovanje in aktualiziranje teh problematik, ki sva jih tudi sedaj omenjala. Zanimivo je predvsem zato, ker obravnava recimo to, kot smo jo tudi že omenila, obmejno literaturo. Recimo se ne zaustavlja toliko na osrednji slovenski literaturi, ampak na tej obmejni literaturi, med drugim tudi v literarni stroki, postaja zelo moderen pojem regionalna literatura. Torej počasi, in to se dogaja celo pri Italijanih, ki so imeli to nacionalno literaturo italijansko kot monolitsko, predvsem po učevanju in tudi na univerzah, tudi oni se začenjajo spraševati, ali lahko postavimo pod vprašaj nacionalno literaturo, torej literaturo pisano v enem samem jeziku, upoštevajoč tudi velike spremembe, ki se dogajajo sedaj v svetu. Recimo, zelo zanimivo je tudi pred enim ali 2 letoma je išla monografija oziroma zbirka vseh manjšinskih literatur. V Sloveniji so izdali antologijo recimo različnih avtorjev, ki pišejo v zelo različnih jezikih in ki živijo v Sloveniji. Gre torej za slovenske državljane in seveda noter so prisotni Italijani, Madžari, Bosanci, Albanci, Makedonci in pač različni pripadniki različnih narodov. Tako da so ti premiki tako zelo, tudi med drugim zelo bliskoviti sedaj v zadnjem času in si upam si trditi, da bomo lahko še veliko raziskovali. Jaz mislim, da ja, sicer je pa tudi res, da je Slovenija kot recimo država, ki jo je mogoče zaobjeti, imela lažje delo pri tem zbiranju recimo neke antologije manjšinskih skupnosti, ki v njej obstajajo in jih je veliko. V Italiji bi bilo to nemogoče, predvsem, ker marsikdo niti ne ve, da manjšinske skupnosti, recimo naša, sploh obstaja. Tako da gre tudi za eno čisto kulturno obzorje 2 različnih narodov, ki sta si tudi zgodovinsko nista imela preveč sreče v zbliževanju, če sem eufemist. Ampak to še ne pomeni, da je bodočnost malo bolj odprta tudi za druge rešitve. Jaz sem prepričan, da je prav recimo, da kar se tiče našega prostora, da se vsekakor slovenski pesniki v Italiji bolj enačimo k slovenski književnosti kot k italijanski. In je tudi povsem naravno. Problem je pa res nacionalne književnosti, koliko lahko jemlje upoštev tudi tisto književnost, ki ni del državnega prostora. Večkrat smo bili priča temu, da je slovenska književnost le bežno omenjala tiste ustvarjalce, ki ustvarjajo v zamejstvih ali v diaspori, ampak na srečo potem se je to nekoliko popravilo in trenutno mislim, da smo pač Slovenci, ki ustvarjamo tudi izven slovenskih meja, v bistvu precej polnopravni člani tako imenovanega sistema slovenske književnosti. To sedaj, za sedaj. Lepo, da si omenil sedaj svoje pesniško ustvarjanje, ker bomo prišli še na tretjo pesniško delo, to je Razglednica, Gorica, Goricija. Bi nam pravzaprav ti povedal, kako je sploh do te zamisli prišlo? Mislim, zakaj je pač... Če govorimo o regionalni literaturi, je to tipičen primer, recimo. Goriški pesnik in prijatelj Giovanni Fierro izdaja pač te, imenujemo jih,
to serijo, recimo publikacij z naslovom Fare v oči, in mi je predlagal, če bi lahko pač skupaj kaj naredila, in tako sem mu predlagal, če bi lahko naredila pač kaj o Gorici, že ker sem imel nekaj pesmi, ki so bile posvečene svojemu rojstnemu mestu. In tako smo skupaj z Jorko Milič, ki jih je prevedla, je potem pač Giovanni opazil, da bi se dalo narediti tudi kaj bolj interaktivnega, in smo poklicali tudi goriško fotografinjo Valentino Brunello, ki je prispevala svoje gledanje na moje pesmi, in tako so te njene fotografije po mojem izredno lepe, ker so take, da se mi zdi, da dodatno poudarjajo tekst pesmi, za katere moram reči, da ni pretirano optimističen, kako se ozira na Gorico, kot mesto velikih možnosti, ki pa jih ne zmore ali zna izrabljati. Zdelo se nam je prav, da je pač publikacija dvojezična, tudi zato, da se začenja razumeti, da Gorica ni monolitno mesto, temveč je mesto, ki ga sestavljamo različne narodne skupnosti, v katerih po mojem Slovenci igramo v tem smislu eno izmed primarnih vlog. In se mi zdi lepo, da potem ta publikacija je šla pač v italijanskem prevodu, pri italijanski založbi nekako. Sicer je to njena druga predstavitev po enem letu, ampak nič ne de. Gre za pač moje gledanje na Gorico v 5 pesniških utrinkih, skupaj s fotografijami, z Valentinimi fotografijami, ki ustvarjajo nekako moj osebni pogled na to mesto. Tudi to bomo prepustili bralcem. Ravno ko si sedaj govoril, mi je prišlo na misel še, ko si govoril o tej zavesti, koliko se prebivalci Gorice pravzaprav zavedajo prisotnosti 3, bi lahko rekli, narodnih skupnosti v Gorici. Kot Tržaček lahko povem, da Trst je še zelo daleč od zavedanja prisotnosti pač drugih skupnosti. Imam pa občutek, kot opazovalka od zunaj, da v Gorici pa je vseeno drugače. Da pa vseeno, tako, so ostali 2, mislim, ob italijanski, še slovenska in furlanska manjšina, da sta nekoliko bolj priznani. Ne vem, sedaj ti kaj pomisliš? S Trstom morda tudi? No, morda v primerjavi s Trstom res je situacija malo boljša, ampak zgodovinsko je že Gorica itak nekako vedno hodila svojo pot v zakulisju na Trsta in tako tudi bodisi velike stvari, kot tiste, recimo, velike dobre stvari in velike slabe stvari, nekako jih je zaobšla. Sem pa prepričan, da na odnosu javnosti do nas Slovencev bi se dalo še marsikaj narediti, pa potem, mislim, bodo ljudje, ki so tudi tukaj v dvorani, več znali povedati. Mislim pa, da je na ravni osebnih odnosov situacija še precej dobra, no. Da mene kot slovenskega avtorja italijanski pesnik povabi in mi predlaga nekaj dvojezičnega, se mi zdi zelo pozitivno in mi kaže na neko odprtost. Poleg tega, recimo, da v tem pesniškem oziroma ustvarjalnem literarnem svetu Goriške nas je že tako malo, da se tudi med sabo vsi poznamo in vemo, kdo smo, od Furlanov do Italijanov do Slovencev, ki pač se skušamo zavedati sobivanja teh 3 entitet v tem mestu. Kako bo javnost, oziroma kako bo politika to sobivanje lahko naredila za vidno in dejavno, pa žal ni več vprašanje umetnikov. Mi lahko spodbujamo, ampak vidim tako šules. Jaz spet povabim publiko, če želi morda še kdo kaj vprašati. Vidiš, ki je že? Torej, v začetku uvodoma so imeli, ko je bilo govora o dnevnikih Rebulo in Kozveka. Naslednja tematika je bila, koliko so
te dnevniki verodostojne oziroma koliko je realnosti in koliko je fiktivnosti v teh. Ne? Jaz mislim, da recimo pri Kozveku, da je veliko realnosti, da morda je on kaj olepšal, kaj izpustil, to je možno, ampak da to, kar je zapisal, da to drži, da to odgovarja. Ne? Vi ste rekli, da eni bolj realni, drugi manj realni. Drugo vprašanje je pa glede dvojezičnosti. Vi ste imeli problem Koroške, nekaj so avtori, ki pišejo nemško, slovensko ali pa slovensko-nemško isto. Pred tednom dni smo imeli tam v katoliški knjigarni predstavitev Rebulovega zbornika in je profesorica Pjerjevčeva, je bilo ravno govora o tem, je rekla tole, ni mogoče, da nekdo piše v dveh jezikih enako vredno. Eden od dveh je prevod. Ne? Se vam zdi, da je ta gotovitev pravilna ali da če nekdo pravi, materini jezik je samo eden, ne mora biti dva. In torej, če materini jezik je original, drugi jezik je pa prevod. Okay. Ne, pri Kozveku seveda, mislim, Kozvek, kakor Damjan ste rekel, je v bistvu avtor, ki v svojih dnevnikih ima dejstva za realna. Je pa res, da je določene stvari malček olepšal v tistem, kar je bilo v resnici, ampak to je težnja dejansko, ki ima vsak avtor, ki piše. Veliko fiktivnosti recimo pri Kozveku ni, pravzaprav v eni izmed razprav o obrazih primerjam celo Kozvekov, Rebulov in Pahorjev dnevnik iz leta 1975, prav o tej aferi pri tej zeleni knjigi Edvard Kozvek, Pričevalec našega časa. Vsak izmed treh avtorjev poda svojo analizo recimo tega obdobja. Zanimivo, da se določene stvari prekrivajo, predvsem pa je zanimivo, kako vsak izmed treh avtorjev osvetljuje tisto točko, ki njega osebno najbolj zbode. Ne? In vsi tri dnevniki nam ustvarjajo zelo zanimivo podobo pač jugoslovanskega režima oziroma slovenskega režima v tistem času, ki je dobesedno pobesnel ob izidu neke knjige. Moč literature, pravim jaz. Glede drugega vprašanja, in sicer o tej dvojezičnosti, delno je verjetno res, da lahko dobro pišeš samo v enem jeziku. Vendar si predstavljam, da če se popolnoma prilagodiš ambientu, tudi jezikovnemu ambientu, kamor si prisiljen priti kasneje, mislim, da lahko neproblematično ustvarjaš tudi v drugem jeziku. Problem je verjetno določenih nians, ki jih le v enem jeziku zmoreš. In potem je verjetno različna kvaliteta pisanja v enem ali drugem jeziku. Govorimo o Maji Haderlap, ki že vrsto let živi v nemškem ambientu. Govorim konec koncev tudi o recimo Eriki Johnson de Beljak, ki je Američanka, ki je prišla v Slovenijo. In zanimivo, kljub temu, da odlično govori slovensko, da odlično komunicira slovensko, njene slovenske knjige so v bistvu prevod iz angleščine. Tako da so stvari verjetno ne najbolj dorečene pri vsakemu, spet je individuum tisti, ki je največje merilo. Če gledam po sebi, vem, da zmorem le v enem jeziku pisati tako, da uspem določene nianse izraziti. V drugem bo zvenelo malo bolj umetno, ne pristno, ne osebno. Imam. Ne vem, čisto osebno gledanje na to zadnje vprašanje o dvojezičnosti. Jaz razmišljam na primer o otrocih, ki imajo dva starša dveh različnih jezikov, recimo očeta, ki govori en jezik in mama, ki govori drugi jezik. V tem primeru bi lahko res rekli, da ta otrok ima pač dvojezičen in ima dva materna jezika. Jaz sem potem večkrat razmišljala recimo o tem, kako na primer mi sanjamo. Sanje so recimo en zelo jasen dokaz o naši identiteti. Meni se je že zgodilo, na primer, da jaz v glavnem sanjam slovenščine, ker je pa slovenščina moj materni jezik, se pa mi je zgodilo, potem ko sem 3 tedne preživela v Angliji, da sem sanjala v angleščini in to mi je bilo res čudno. Mi je bilo čudno, ampak je bilo res.
Pomeni, da angleščina mi je potem šla tako zelo v podzavest, da mi je postala domači jezik. In vem, da tudi se mi je že zgodilo, da sem sanjala v italijanščini in to ne glede, kaj sem sanjala. Sem pač sanjala v italijanščini. Tako da jaz verjamem, kot ponavljam, jaz sem se tudi podobno pogovarjala, tako kot sem se pogovarjala sedaj z Davidom, sem se pogovarjala tudi z Igorjem Pizonom, na primer, ki je tudi jasen primer tega. On pravi, da nima težav ne v ena, ne v druga in da mu enako tečeta oba jezika. Tako jaz ne vem, je pa res, da je proza, ne? Je proza, to je različno. Pesniki bomo težje to naredili, to je res. To je res. Nismo odgovorili, morda bo še kdo drug odgovoril. Ja, vidiš, da je. Dobar večer. Jaz sem se lahko navezati na problem dvojezičnosti oziroma ustvarjanja na Koroškem. Torej, dejstvo, da je knjiga Maje Hadra prišla v nemščini in takoj po tem prevodu v slovenščini, in prevod ni njen, ampak nekoga drugega, je po mojem neka, kako bi se lahko rekel, reduktivna značilnost tega romana, ki bi imel po mojem še večjo odmevnost, če bi išel najprej v slovenščini, potem v nemščini. Zdaj, vi ste omenili dva aspekta, in sicer multikulturno oziroma globalizacijo in asimilacijo. Tukaj bi dodal še eno tretjo možnost, in sicer tržno vrednost, ki jo ima knjiga in seveda tudi interes avtorice, ki je sama izjavila, da bi v nasprotnem primeru, če bi torej delo šlo najprej v slovenščini, potem v nemščini, knjiga težje prišla do nemškega bralca, ki je pa v tem primeru seveda dosti bolj številen kot slovenski. Zdaj, mislim, da je to očitno tudi moj oče, ko je knjiga išla, da je seveda dejstvo, da je izdala v nemščini v bistvu polomija, ker da avstrijska Slovenka, torej Slovenka po rodu, izda to najprej v nemščini, seveda ni za nas, vsaj za nas tukaj v Italiji, kot zamejske Slovence oziroma Slovence, ki živimo v Italiji, sprejemljivo dejstvo. Evo to in še nekaj v zvezi, čakaj to, kar ste omenili zdaj, v zvezi z Rebulo in Pahorjem oziroma Kozbekom. Koliko sem jaz sledil zadevi, ker sem bil seveda indirektno vpleten, rad pripomnim tudi dejstvo, da pri vsej tej aferi, ki je bila zelo žgoča in zelo za Kozbeka in mojega očeta seveda napeta in tudi neprijetna, si upam trditi, da je imel Rebula veliko manjše posledice kot pa ostala dva. Tako da že samo dejstvo, da je Rebula potem lahko še naprej objavljal nemoteno in ni imel dejansko nobenih posledic, je dovolj zgovorno dejstvo. Ja, to je res in pri tem je verjetno Rebula sam razmišljal, zakaj so recimo Pahorju prepovedali, sploh prihod v Jugoslavijo, njemu pa so jasno rekli, da lahko pride kadar hoče. Jaz drugih zgodovinskih in tudi osebnih pričevanj nisem uspel zbrati, morda Adrian ve za kakšno drugo zadje. Rebula pravi, morda so to naredili na način, da bi naju s Pahorjem ločili oziroma osamili. To je ena teorija, zdaj o tem lahko seveda razpravljamo, najboljše pa, če vprašamo direktne vplete. Sta mi odprla nocoj tako veliko vrzeli na mesto rešitev. Najprej, tako škoda, da ni z vami na odru tudi en psiholog, kar bi bilo zelo primerno in prijetno zaradi zvrsti, ki jo obravnavate. Kajti v onem dnevniki so alabastrno steklo. Vidiš svetlobo in veš, da je realna, ampak ta svetloba, alabastr jo popolnoma spremeni, moš ti šele interpretirati, zato tako eno vprašanje kratko, kaj pa interpretacija pri dnevnikih?
To čutim sam tudi, recimo, ki se ukvarjam s crkvenimi dokumenti, take stanovine. Interpretacija to je naš največji problem. Ne? Kako interpretirati človeka za človekovo srce, njegovo psiho, ne? Ker to reši njegovo intimo in intimo je nekaj povonoma. To je ena stvar. Drugo, glede pa materinščine in dvojezičnosti. Ne? Torej, materni jezik je ena pojmovna oznaka, ne? Ki smo jo mi začeli uporabljati takrat, ko so mame učili jezik. Danes ne učijo več mame jezika. Danes več učijo none. Ali pa jasli, ali pa male šole, vrtci in tako dalje. Ne? Torej, obstaja samo pojem materinščina. Ne? Tako da jezdi se mi tu ne upam več, kaj pa so danes materinščina, mamina beseda. Ne? Ker ti ne reče eno mamina beseda. Poznam primere, mama je italijanskega porekla, otroci so vsi v slovenskih šolah in govorijo odlično slovensko, bolj kot italijansko. In vendar, njihova materinščina ne bi bila italijanščina. Pa se čutijo Slovenci, ne, in govorijo slovensko. Torej, po mojem mnenju tukaj pri tem uporabljanju jezika, torej jaz se strinjam tudi z Jadranko, da pravzaprav za nekatere sta oba jezika materinščina, ne, kjer imata iz dveh porekel očeta in mater. Ali pa celo včasih tudi, nečemo pa starih starši se lahko tudi to zgodi. Ne. Po mojem mnenju večjo pozornost bi morali posvečati temu, jaz smo prišli tudi na okroglo mizo v Ljubljani in smo prav to govorili. Ne. Saj drevo se razrasta lahko na vse strani, ima zelo veliko vej, bogate veje, različne so in tako dalje. Tudi korenine so razvejane, niti ne vidimo prosto kakšne so pod zemljo, ampak zemlja pa tista, ne. Zemlja kot izraz prostora in časa, v katerem rasteš. Te dve kategorije, ki sta nujno povezani, pomembni tudi z ekspresivnostjo vsakega človeka, torej tudi z dnevnikom in s katerokoli drugo literarno zvrstjo. Torej, se mi zdi, da pomemben poudarek je na tem, da mi izhajamo, ne da smo zaprti, ampak izhajamo iz določenega prostora in časa in ta nam je dan. Tega se nismo izbrali, ta nam je dan. Ja, mislim, pri tem nimam kaj komentirati, ker se mi zdi, kaj je bilo tvoje izvajanje čisto, mislim, umestno. Glede dnevnikov pa na vprašanju interpretacije je problem, ki se je postavljal tudi meni, ko sem to analiziral. Predvsem, ko sem dobil recimo dnevnik, no, morda jo poznaš, slovenske svetniške kandidatke Cvetane Prijol in njen način pisanja dnevnika, ki je čisto religiozen, mističen skoraj. Istočasno sem se soočal ob tem, recimo z dnevniki papeža Janeza 23. Ki pa mi je zanimivo. Mislim, preberem dva odlomka, ker so zdaj tako. No, prav pri dnevniku Janeza 23. Je en odlomek, ko pravi, mislim, da je niti še kardinal, in pravi: Semel mori post hoc autem judicium. Tudi če bi bil sam papež, ko se bom prikazal pred večnim sodnikom, in če bi bilo moje ime hvaljeno in cenjeno na ustih vseh, uklesano v vse marmornate plošče, kaj resnično sem? Včasih, mislim, rad ponavljam stavek, da ljudje, ki pišemo literaturo, moramo paziti, kaj pišemo, ker včasih se zgodi. In isto recimo pri Prijolovi, ki se je tako čisto religiozno zaobljubila Bogu in se podala sama v zadostilno daritev in je to doživela dejansko. Zdaj, kako to interpretirati, je vprašanje. Ampak pri teh različnih načinih pisanja dnevnika so se mi potem izpisale različne tipologije, kot je recimo religiozni dnevnik, kot je recimo fiktivni dnevnik, ko sem govoril o Infernu prej, kot je vojni dnevnik, kot je realni dnevnik, kar je recimo Anna Frank, oziroma še bolj Marka Aureli. In ja, pri Kotveku sem šel bolj na političnega, ker v njegovih dnevnikih je ta politična nota izredno močna in predvsem je verjetno tista, ki je njega najbolj premenila.
In najhuje je, ko moraš to interpretirati in postaviti določene standarde, kar se ne da. Sistematizacije dnevnikov se ne da napraviti in dejansko vsi, tudi recenzenti te knjige, so se strinjali, da je edina možna izbira prav ta, da se pušča odprte možnosti. Dve vprašanji. Ena je, pri dnevnikih, poleg jezika, si opazil kakšno razliko med slovenskimi avtorji, ki pišejo dnevnike, in avtorji iz drugih narodov, če je kakšna specifika. To je ena. Druga stvar, kar se tiče današnjega časa. Jaz opažam in tako mi zmeraj ostaja eno odprto vprašanje, kakšen bo vpliv družbenih omrežij na jezik. Ker vidim, da še posebno mladina, ima tudi odrasli, uporabljajo zelo različne slenge, če se tako reče, lahko tako reče. In to pa se sprašujem, kakšen bo vpliv na to, ker je v bistvu ni ena stvar, da nekdo vsako toliko nekaj napiše. To je stalno in bodi si pri pisanju kot pri izražanju je popolnoma, ni niti narečje, več je en sleng, bi se lahko reklo. In kakšen vpliv lahko ima to na slovenski jezik, ker oba sta tudi profesorja, lahko, ne vem, če se to opazi pri mladih ali kako je eno mnenje. Kar se tiče dnevnikov, jaz sem bolj kot razlike iskal podobnosti in sem jih dobil presenetljivo veliko. Se pravi, da v bistvu slovenski avtori so bili popolnoma vpeti v, recimo, duh časa, ko so pač te stvari pisali. In mislim, da nobeden izmed njih ni, recimo, nekako v inferiorni poziciji s kolegi v mednarodnem značaju. Kar nekako bi si skoraj da upali misliti, da štartamo z te pozicije, da pač so posebne razlike in specifike za slovenskega avtorja. Logično, specifike so v ukoreninjenosti v prostor, ampak v razmišljanju, v pogledu navzven imajo avtorji svetovne in slovenske literature popolnoma enake značilnosti, nekako tudi literarno-teoretsko sem se opiral tudi na nekatere raziskovalce iz, recimo, ameriških univerz, ki se je potem njihova dognanja popolnoma dalo aplicirati na slovenski prostor. Medtem ko na tvoje vprašanje o družbenih omrežjih so stvari, ki se jih seveda tudi vprašujemo, prvič kot profesor, drugič kot starši, tretjič kot tudi uporabniki teh družbenih omrežij. Tudi jezikoslovci se sprašujejo o tem, kar vem, mislim, moja teorija je ta, da potrebno je seveda poznati jezik, zborni jezik, narečje, če ti je dano možnost, da ga govoriš, s katerim komuniciraš najprej v ožjem krogu svojega bivanja, sicer najprej v družini. Če je tam komunikacija dovolj trdna, močna in šola ima, po mojem, vse karizme, da jo lahko bogati, ni nevarnosti, da se včasih po družabnih omrežjih tudi pogovarjam v slengu, veliko je elizije pač v izpuščanja popolnoma slovnično in pravopisno razvratnih izrazov, ne slovnično pravopisno razvratnih. Problem postane, ko je tisti jezik, mislim ta, recimo, ta internetščina, ko je tisti jezik tudi jezik, ki ga posamezni ljudje uporabljajo v vsakdanji komunikaciji, vizualni, kar bo žal zaradi tega, ker smo vsak dan dejansko povezani skozi različne kanale, je
velik riziko, da to bo postalo dejansko komunikacijski jezik prihodnosti med mladimi, ki imajo narečja vedno manj. Mene preseneča, ko recimo me dijaki vprašajo, če lahko govorimo o narečju med sabo. Zakaj pa ne? Problem je, ko oni enačijo narečje s tistim jezikom, ki ga uporabljajo v družabnih mrežah. Samo še nekaj bi rada dodala, ravno glede na to, ker se bila tudi vpletena nekatere raziskave na tem področju na univerzi. Dejansko je ogromno raziskav, ki raziskujejo ravno ta vidik, jezik v internetnih družabnih omrežjih, ampak tudi na splošno, tudi SMS, e-mail in kakoli. Jezik se spreminja. To opazujejo itak vsi. Tisto, kar se recimo dogaja, je, da se predvsem da se simplificira, se poenostavlja. Zaradi tega, ker mora sporočilo priti zelo hitro do naslovnika, zaradi tega se opuščajo določene besede in dejansko se prav nabor besed se manjša. To je recimo glavna ugotovitev, ki jo imajo bodisi slovenski kot italijanski raziskovalci na področju jezika, kar se tega tiče. Zdaj, jaz vedno kot zunanja opazovalka, kot raziskovalka, gledam pač na to, kot na neko dinamično enoto na jezik. Jezik se je vedno spreminjal. Ni bil nikoli enak, nikoli monoliten. Tudi če pomislimo na Prešerna, na Cankarja, sta svojo mamo govorila v drugačnem jeziku, kot sta pisala. In isto s profesorjem na univerzi in isto s strankami so pač uporabljali, vsi ljudje so vedno uporabljali različne tipe, različne kode komunikacije. In to se pa sedaj spreminja. Recimo, da kvečemu, kar mene tako na osebnem nivoju skrbi, je ravno ta poenostavitev jezika. To pač zgubljamo določene izraze, določene pojme in da recimo naši vnuki, naši pravnuki ne bodo znali izraziti v svojem maternem jeziku nekaj, kar ne bodo poznali pač izraze. To je bolj problematično, po mojem. Ne toliko uporaba slenga ali pa narečja ali pa kjerkoli v pogovornem ali pa v vsakdanjem življenju. In poudarjam pa seveda to, pomembno je poznavanje zbornega jezika, knjižne slovenščine in pomembno pa je predvsem to, da se vsi zavedamo, kdaj uporabljati kateri jezik. Zdaj mi dva moramo knjižni jezik, kasneje bomo lahko slej. Kako aktivna publika, bo jaz. Te prvi dve publikaciji kažejo, da na neko obdobje zelo zanimivega, mislim in tudi produktivnega raziskovanja nekje na neki univerzi, si predstavljam. Me zanima, kako da se je pač ta karijera akademska prekinila, ali je bilo to samo iz praktičnih razlogov in tukaj vprašanje obema, kako se mladi raziskovalci zamejski znajdejo na slovenskih univerzah, če ste tam upošteti zato, ker ste zamejci ali zato, ker ste pridni in koliko imate eventualno, koliko bi lahko isto delo delali na italijanskih podobnih inštitutih? Moja akademska karijera je bila kratka intenzivna, ampak se je tudi kratko intenzivno končala, ne po moji želji in zaslugi. Tako, so se zaradi različnih vzrokov, ki meni uradno niso znani, so se odločili, da bodo meni še kolegici prekinili pogodbo in tako sem dobesedno ostal na cesti leta 2010. Od takrat potem tudi seveda časa za raziskovanje tudi ni bilo več, ker so prioritete postale drugačne. Po drugi strani mi je ta izkušnja bila toliko dragocena, ampak tudi poučna, da bi se v akademski svet ne vrnil več, ker mi je dosti bolj dragoceno recimo delo z mlajšimi osebami, nižjih, višjih šolah. Vsaj v slovenskem ambientu, zdaj Jadranka bo seveda verjetno govorila o tem drugače, jaz sem imel občutek, da so akademije zelo sterilne organizacije, kjer kot predavatelj sem imel zelo malo odziva v svojih študentkah. Sem bil pač na univerzi, kjer so študirali samo dekleta, oziroma na fakulteti, kjer so študirali samo dekleta. Pa ne zaradi tega, da bi to bilo kakšna, recimo, kritika nežnemu spolu, ampak
dejstvo je bilo to, da pri svojih študentkah nisem dobil tistega odziva, ki ga dobivam recimo med populacijo na nižjih ali višjih šolah. Tako da ta del moje življenjske poti se je zaključil in konec. Imel sem srečo, da sem lahko obiskal tudi druge inštitucije v Italiji, v Kanadi, v Angliji, v Estoniji, ampak nekako je slovenski sistem se ravna recimo po nekih mednarodnih standardih, kjer univerza skuša odpirati znanje, skuša vključevati študente v debato, v odprto soočenje med tem, kar profesor predava in študent zazna. Si pa predstavljam, da je problem recimo v šolskem sistemu, ker ti ne omogoča širšega pogleda, kot ga recimo omogoča po mojem šolski sistem v Italiji. Tako da bi bilo treba po mojem v Sloveniji začeti delati odprej, zato da dobimo študente, ki so sposobni odprtega soočenja s profesorji. To je moj občutek, ne vem, Jadranka, imaš verjetno drugi. Ja, sicer izkušnja moja je drugačna od njegove. Jaz sem ostala v akademski karieri, ampak ne iz neke posebne ambicije. Mislim, pač moje življenjske sanje so bile vedno poroka, otroci in dela kot profesorca na slovenskih višjih šolah. To sem si jaz predstavljala. Potem se je pač odprla ta pot, možnost na fakulteti za humanistiko v Kopru in pa odgovarjam pa na vprašanje, če smo mi tam upoštevani. Moj občutek je, da smo. In smo ravno zaradi naše, ker smo nositelji recimo dveh kultur in dveh jezikov. Osebno se je pač tako naneslo, da jaz poučujem na italijanistiki in poučujem v italijanskem jeziku. Sem pa tja prišla ravno zato, ker poznam oba jezika, dobro oba jezika. Tako da si upam trditi, da ja, da so nam bila odprta vrata, takrat ko smo vsaj za našo generacijo še. Istih možnosti gotovo ne bi imeli v Italiji, to pa mislim, da se oba strinjava, ker tam pa je res zabarikadirano to že desetletja, tako da tam gotovo ne bi imeli priložnosti. Osebno se na univerzi dobro počutim, se strinjam s tem, kar je David sedaj na koncu povedal, da pač je slovenski šolski sistem je veliko bolj tok v primerjavi z italijanskim. Italijanski sistem, s tem, da si upam trditi nekaj več humanistike v svojih programih, spodbuja nekaj več možnosti razmišljanja, poglabljanja, debatiranja in imam občutek, da je več priložnosti v Italiji. V Sloveniji pa res dobimo študente, ki so navajeni, da pač pridejo, poslušajo, si zabeležijo in ponovijo na izpitih, kar pa ni naš cilj. Naš cilj mora biti ta, da spodbujamo predvsem njihovo ustvarjalnost, njihovo intuicijo in da oni sami na podlagi pač danega materiala razmišljajo in pogledajo naprej. To je tudi, mislim, smisel akademskega sveta. Jaz dovolite samo eno kratko vprašanje, oziroma bi začel z enim komentarjem prav glede tega fenomena obubožanja jezika. Jaz mislim, da tukaj problem gre skrat malo bolj v ozadje. Jezik je manifestacija duha. In če ti otroci ne zrastejo na tem področju, se bodo potem tudi izražali v zelo enostavnih formah. In jaz mislim, da velik problem ni tehnično poznavanje jezika. Problem je tukaj vsebin, duhovnih vsebin, ki ti omogočajo, da ti nekaj opredeliš, daš eno ime in se razlikuješ od drugih. Ampak ker živimo v enem svetu, ki skuša vse poplitviti, verjetno tukaj pridemo tudi do tega. Mene pa je zanimala ena druga zadeva in sicer ti dnevniki, vojaški dnevniki, v katerih si povedal, da sem biserček v slovenski literaturi, ki ne poznam. Mislim, živimo v enem okolju, ki sedaj med navednicami praznuje preko svetovno vojno, ampak očitno praznujemo, mi nekateri tudi bolj živahno, tudi s čudnimi manifestacijami, ampak mislim, da bi lahko bilo naše okolje en prostor, kjer bi ta literatura lahko prišla na dan.
Ja, mislim, prav gotovo tudi se strinjam s tem dvojnim gledanjem recimo na obdobje Prve svetovne vojne, ki je pač nekateri ga zelo patriotartično praznujejo, s tem kot drugi pač razmišljamo bolj o zgodovinski vrednosti, ki jo je imelo to obdobje za današnji čas, oziroma če smo zdaj v takej situaciji, kot smo, je tudi Prva svetovna vojna odigrala svoje. Ampak recimo dnevniki teh vojakov so pa tako odličen pokazatelj časa, v dobrem in slabem. Sem tudi šel iskat recimo določene avtorje iz italijanske književnosti, jih primerjal s slovenskimi vojaki, videl recimo, kako so na eni strani se obnašali, na drugi. V bistvu navadni vojaki so bili žrtve nekega zgodovinskega obdobja, ki je bil večji od njih, nekih zgodovinskih izbir, ki so bili večji od njih, nekega recimo nacionalizma, ki je bil absolutno večji od njih in se znajdemo tudi v določenih paradoksih. Italijanski avtor, ki ga obravnavam, se mi uhaja ime, Carlo Salsa, ki je zapisal recimo spomine na svoje vojna leta, ki jih je preživel tukaj na fronti. Govori o tem, kako je nekoč njegov pač sovojak v času pauze med streljanjem med enim jarkom in drugim zaslišal glas nekega prijatelja, s katerim sta skupaj delala, mislim, v neki tovarni, in sta išla oba iz svojega strelskega jarka, se tam pogovarjala in objela, dokler ni ena granata prišla iz ozadja in pobila oba skupaj. Tako da to so določene zadeve iz te vojne, ki v naši zavesti niso niti prisotne, ker navadni ljudje so hodili v vojno po želji nekih inštanc višjih, ki so bi imeli tudi neko vrednost. Ko se je Franc Jožef pač obrnil na moja ljudstva, je igral na noto čustvenosti. Po drugi strani iz italijanskega dela je prišla ta želja ponovno po obuditvi tega prostora, ki je bil nekako, si ga je italijanska nacija želela zase, in vsa napetost se je dejansko zaobrnila prav v ta prostor na Goriškem, ki je še danes žrtev teh izbir v času Prve svetovne vojne. Ne vem, lahko bi bila ena možnost za to, da bi se soočili tudi s tem odprtim dejstvom. Boste lahko zgodovinari, pač, ki imate te zadeve bolj pregledu, in me veseli, da vidim vsaj 2, oziroma 3, tako da ja. Po mojem bi se dalo marsikaj še narediti na tem področju. Konec koncev meni je bilo najbolj zanimivo branje teh dnevnikov, je bilo prav dnevniki slovenskih vojakov v Prvi svetovni vojni. Za 2 komentarja bi vas prosil, da oba ukvarjate s književnostjo. Bom dal 2 primera. Mene je učil retoriko profesor Mirko Mahnič v Ljubljani in je mi nekoč rekel tako: poglejte, kako je naš slovenski jezik lep, pri nas v zakonski posteli izpita samo 2. Kako je zdaj z dvojino pri nas, ki izginja, zlasti v Ljubljani, ki naj bi bila zibelka slovenstva. Drugi komentar. Pred leti, ko sem šel poučeval, mi je kolega, profesor Slavenšek, rekel, preberi to šolsko nalogo, se mi zdi čudna vsebina. Sem prebral, tista vsebina je v redu, me se zdi kar fajn, pa tako maliterska vsebina tudi. Zdaj, ko popravijo, ko se sem že popravil, ko se je polno napak, kakšna napaka, se je rekel, tujik je noter. Jezik se mora razvijati, rekel. A se mora jezik razvijati tako, da tuje izraze po slovenih oziroma slovenske podorjanči?
dvorezen meč, ne? Ampak ja, je, mislim, je vedno stvar posameznika, koliko da na to, ne? Kakor je prej Peter rekel, ko jezik je vrednota, potem vse drugo postane, mislim, vse drugo dobi drugačno dimenzijo. Ko jezik ni vrednota, kar se recimo po mojem mnenju dogaja tudi, če samo prestopiš mejo, ko je recimo povprečnemu slovenskemu državljanu jezik nekaj tako naravnega, kot so, oprostite, primerjavi spodnje hlače. Medtem ko nekomu, ki za jezik se mora truditi, ki mu ni dan v vsakdanjosti, kjer se mora za svojo identiteto dejansko potruditi, včasih tudi boriti, mislim, v drugi svetovni vojni so šli na nož zaradi identitete, jezik tudi jezikovne. In tukaj se potem popolnoma spremeni gledanje, ne? Poznamo ljudi, ki pač so prepričani, da jezik se razvija tudi s tem, da pobira tujke, da je bolj fancy pač govoriti s tujimi izrazi, ki so poslovenjeni. Po drugi strani imamo tudi tiste malo delavne miške, ki želijo na vsak način povedati v slovenščini. Vsak ekstrem ni vedno dober, srednja pot je vedno najboljša, ampak je pa vprašanje, kje začne stvar prevagati na eno ali na drugo stran. Meni je lepo, ker imamo različna mišljenja, smo nas je dosti različnih ljudi, ki lahko razmišlja drugače in vsa ta mišljenja skupaj lahko gradijo našo družbeno zavest. Tako da to, recimo, ta tvoj komentar je bil lahko spodbuda, da se začenjamo potruditi za svoj jezik, tudi ko bi radi kako rekli. Po drugi strani ne vedno smo tako vešči v jeziku, da uspemo najti v tistem trenutku dano besedo, ki bi najboljše izrazila tisto, kar želimo. In še ena stvar je bila, ampak se mi že pozabil. Jaz sem zdaj samo to dodati, da ne izginja samo dvojina, izginja naprimer tudi srednji spol. V Ljubljani pravijo 2 okna, 2 piva, še bolj znano. Podobno v italijanščini izginja konjuntivo. Kot raziskovalka vedno gledam na to kot razvoj jezika. Glede to prihaja ravno iz lekcij iz zgodovine italijanskega jezika. Tisti, ki ste se učili latinščino, veste, da iz latinskega konjunktiva sta se razvila italijanski konjuntivo in kondicionale. Torej, v določenem obdobju se italijanski jezik je potreboval očitno 2 modusa in zato je pač ustvaril 2 modusa. Očitno sedaj je prišel čas, da zadevo poenostavimo morda. Jaz sicer še vedno upam, da dvojina ne bo izginila iz slovenščine, ker je zelo lepa. In tudi še vedno upam, da konjunktiv ne bo izginil iz italijanščine, ker pač izraža neko stopnjo jezika in razvoj jezika, ki je zelo naprej velikšen. Je pa še vedno stvar razvoja in ker je jezik živa stvar, tudi če se mi temu upiramo, hočeš, nočeš, bo tako šlo naprej. In bodimo se iskreni, med CD-jem in zgoščenko pravi upravljen CD. Plošček tudi. Kako poteka dinamika med tabo in Jolko Milič pri prevajanju tvoje poezije in koliko se prepoznavaš v njenih prevodih? Koliko jih čutiš, da so pravi? Okay. Ja, Jolka je verjetno tista oseba, ki je največ italijanskih sodobnih pesnikov prevajala v slovenščino in največ slovenskih sodobnih pesnikov prevedla v italijanščino. Sama se rada ukvarja z živečimi avtorji, ker ve, da lahko pride do njih. Ko je Jolka se odločila, da bo prevedla že par mojih pesmi iz prejšnjih zbirk, mi jih je poslala v pregled, kaj si misliš. In ni, da je recimo čisto tehnično, upam, da mi ne bo zamerila, da je jutri pismo redišne,
ob določenih izrazih je postavila več variant. Se pravi, je rekla, izberi ti tisto, za katero misliš, da najbolj izraža svojo misel. Tako da se precej prepoznavam v njenih prevodih, kolikor se je mogoče v prevodih sploh prepoznavati, ne. Kaj pravijo že italijani, traditore, ne, ampak so pač določene stvari, ki so neprevedljive, ampak določene njene rešitve so mi zelo domiselne, je tudi oseba, ki zelo dobro pozna oba jezika. Z tega vidika je tudi pogovor z njo izredno živahen in je neverjetno, da ta oseba, ki ima drugo leto, 90 let, ampak dobro, ne, če imamo take, kot je Boris Pahor, pri 12 let več, ne, pomeni, da očitno so takrat delali drugače ljudi kot danes, ne, tako. Ne, mislim, sem zelo pozitivno, ker tudi je, kljub temu, da ti daje možnost vseeno, ko ti si upaš reči, kaj pa tukaj misliš, da ne, tisto pa ne, ker ni tako. In je v tem smislu stoji na svojih trdnih nogah, ampak tako, je elastična. In dovoli avtorju, da pač uspe izraziti tisto, kar ve v jeziku, ki ga kolikor toliko pozna, ne. Še kakšno vprašanje? Če ni drugih vprašanj, ali pa če imate vidva še kakšno stvar? Ja, ne, jaz bi sam povedal pač, da knjige so na razpolago zunaj, seveda dve monografiji, ki ste šli tudi pri založbi Anales, sta plačljivi. Razglednica je bila mišljena seveda, da je na razpolago. Jaz bi tokrat tako predlagal eno akcijo morda. Zbiram oziroma za to pesniško razglednico ste vabljeni, da pustite prostovoljni prispevek, ki bi ga rad namenil Karlu Topolčini in njegovemu delu z prebežniki v okviru Karitasa, v okviru Štandoške župnije. Mislim, da ne moramo iti mimo tega, kar se danes dogaja in tako sem želel s tem tudi dati eno znamenje tvojemu delu, ki ga zelo cenim. Ne moramo iti proč, ne da bi prebrali ene poezije. Okay. Ja. Tako, za lep večer. Ena izmed teh. Soča. Kot tekaš, pelješ s sabo odkruške, ki jih puščamo, ko onemimo. Ko nimamo kaj povedati, poslušaš neznosno tišino. Valovi iz bokov skozi mesto. Ko te opazujem, plapolaš iz milosti in dišiš po timjanu. Vate utapljam željo po domiselnosti in ni prozornih globočin, da bi gledali v obdobje. Si edina Goričanka, ki ne ve za mejo in mostovi česte so speljani v napačno smer. Hvala za pozornost in za aktivnost, ki smo jo prideležili. Hvala lepa obema, še enkrat, da sta prišla za razpoložljivost. Hvala cenjeni publiki, katerim voščimo lep počitek. Še prej pa dajte se ustaviti z nami še trenutek. In tukaj izkoristim priložnost, da napovem naslednje srečanje, ki bo naslednji četrtek in tokrat bomo obravnavali nekoliko drugačno temo in sicer vloga zadružnega bančništva v zamejstvu. Skupaj z nami bosta predsednik Zadružne banke Dober in Sovodnje Robert Deveta in predsednik Zadružne Kraške banke Adriano Kovačič. Hvala lepa in lep večer še naprej.
Če pa kaj še enkali? Ne, ma veš, kaj je še enkali. Ja. Še traja. Živijo.